dan, lep pozdrav vsem in lep pozdrav tudi avtoricam treh knjig, ki jih bomo danes predstavili. Torej, danes v okviru knjižnega sejma Liberak predstavljamo 3 monografije, ki so izšle v Zupaničevi knjižnici torej v okviru založbe Univerze v Ljubljani. Zbirka Zupaničeva knjižnica pa je zbirka, ki jo imamo na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Čisto na kratko, ta zbirka je zdaj v bistvu že kar narasla. Trenutno je zadnja knjiga, ki je šla, ki jo danes sicer ne bomo predstavili, je že 59. v tej zbirki. Zbirka pa je nastala konec 90. let z namenom objav torej po eni strani tako monografskih publikacij, ki so nastale na oddelku, kot tudi zbornikov, ki so nastali na podlagi mednarodnih in domačih torej simpozijev. Torej, danes predstavljamo 3 monografije, ki so šle v zadnjih nekaj mesecih. Ena je sveža iz tiskarne, še topla. In vse 3 monografije predstavljajo oziroma obravnavajo vprašanje prostora, okolja in seveda povezav torej okolja oziroma krajine z družbenimi procesi in pa našim vsakodnevnim življenjem. Torej, knjige so nastale na različnih območjih, ena v Beneški Sloveniji, ena na Islandiji in ena na Irskem. Tematike pa so si med seboj nekoliko podobne, kot bomo videli. Če predstavim na hitro, Alina Bezlaj je preučevala urbano regeneracijo dublinske delavske soseske Ballymun. Tina Ivnik se je osredinjala na preobrazbe kulturne krajine v Nadiških dolinah, Ana Cvetelj pa je raziskovala vlogo svetlobe, teme, vremena in pa letnih časov na severovzhodni Islandiji. Še na kratko bi predstavil avtorice. Ana Cvetelj je docentka na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Doktorat je zaključila 2022, je tudi pisateljica in pesnica. Tina Ivnik je prav tako zaključila doktorat na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo leta 2023 in danes dela kot raziskovalka v okviru ERC projekta The Agency. Alina Bezlaj pa je mlada raziskovalka na fakulteti za pravo in je pri nas zaključila magisterij v okviru skupnega programa Kreol, za kar je dobila tudi Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Zdaj pa, če bi začeli kar z Alino. Alina v knjigi opisuješ Ballymun, torej neko delavsko predmestno sosesko v Dublinu, ki je bila na nek način tudi sinonim za torej irsko delavsko družbo in je v zadnjih desetletjih, nekje na prelomu tisočletja, doživela tudi kar konkretno urbano preobrazbo in pa tudi s tem povezane družbene spremembe. Pa če lahko malo več poveš o samem Ballymunu, o tej soseski, kdaj, zakaj je nastal in pa kakšne so bile te, bi rekel, družbeno-politične okoliščine, znotraj katerih je nastal. Jaz sem se v svoji raziskavi ukvarjala s sosesko Ballymun, ki so jo zgradili konec 60. let v Dublinu, da bi rešili neko že dolg časa trajajočo krizo stanovanj za občinske najemnike. Zdaj, nastal je v bistvu res v nekaj zelo kriznih okoliščinah, celotna ta soseska, in se je zelo mudilo, da jo zgradijo, zato ker je bilo v tej krizi ogromno ljudi, občinskih najemnikov, v bistvu brez možnosti prebivanja, ker so se začele starejše hiše podirati, premalo je bilo možnosti za bivanje. In so potem v bistvu zelo na hitro ukrepali, tudi pod pritiskom javnosti, ko se je neka hiša podrla in je več ljudi takrat umrlo. In ja, konec 60-ih so v 4 letih za uporabo, čisto na novo so na Irskem takrat uporabili neke te industrijske načine gradnje in zgradili tudi prvič v Dublinu neko visoko gradnjo za občinske najemnike, v smislu tega Corbusierja. In to je bil nekako velik prelom v bistvu na več načinov s tem, kako so do takrat gradili. Ker je bila soseska tudi zelo velika, niso zares znali upravljati z njo. Delovala je na drugačen način, bila je konstruirana drugače, kot so bile do takrat konstruirane soseske, bila je zelo velika in v bistvu občina, ki je imela v lasti ta stanovanja, ki je imela v lasti
celotno infrastrukturo v soseski v bistvu ni znala upravljati z njo. Zato je soseska zelo hitro začela tudi degradirati in postala poznana res kot nek geto zelo hitro. Potem so jo konec 90-ih let, so pa v bistvu se je začelo govoriti o tem, da bi jo prenovili. To se je izkazalo da bi prenovili te bloke, no, visoke. To se je izkazalo, da bi bilo zelo drago, pa mogoče ne toliko smiselno z strani občine, zato so se odločili vse podreti in zgraditi na novo v smislu nizke gradnje, ki je bila na Irskem veliko bolj zaželena tradicionalno. In to pa prebivalcem ni bilo nujno všeč, oziroma je prišlo tudi precej do konflikta takrat med občino in prebivalci, ampak se je vseeno zgodilo v kontekstu nekih teh tudi neoliberalizirajočih tendenc, ko se je država v bistvu začela odpirati kapitalu, pa si je kapital nekako mogel prilaščati prostor, ki je bil drugačen. In je bila v bistvu celotna regeneracija tudi zelo usmerjena v to, da predrugači same ljudi, da bodo postali boljši neoliberalni subjekti. Tako da je zelo močno občutena in s tem sem se jaz precej ukvarjala v svoji raziskavi, s tem, kako prebivalci sami občutijo neke te spremembe, ki so se v soseski zgodile. Ja, torej, monografijo si naslovila A Place of Ruptures and Bond, The Remaking of a Dublin Suburb, in tukaj se torej ukvarjaš tudi veliko s tem procesom regeneracije in pa s tem povezanimi spremembami, torej v družbeni strukturi, v prebivalstveni strukturi in tako naprej. Kako so prebivalci te soseske občutili, kako so to občutili, te spremembe, in pa kakšen odnos so vzpostavili do stare in do nove soseske, do starega Ballymoona do novega? Zdaj, v času, ko sem jaz delala teren, to je bilo leta 2022, je bilo veliko nezadovoljstva, ko so gledali nazaj na regeneracijo. Veliko je občutka, da so bile te obljube, ki jih je občina naredila v sodelovanju z njimi, da so bile prelomljene in da so bili nekako izkoriščeni v tem procesu, da so zdaj v sosesko prišli neki srednje razredni prebivalci, da je postala soseska za srednje razredne ljudi in ne več za te občinske najemnike, ki so nekako tradicionalni prebivalci. Tako da zelo nezadovoljstvom gledajo na to, kaj se je zgodilo. Velikokrat kritizirajo to, kakšen je Ballymoon zdaj, pravijo, da ni več teh pravih prebivalcev veliko, da se zelo omenjajo skupnost, to je res pomemben koncept, ampak vsi govorijo o tem, da te skupnosti ni več, da je bilo v bistvu srce iz Ballymoona tudi izpuljeno s tem, da se je skupnost razredčila. Ves čas nekako na tak način opisujejo te spremembe. Hkrati pa v bistvu se ves čas tudi zelo nostalgično nanašajo na ta pretekli Ballymoon, kjer pravijo, da skupnost je bila, so živeli skupaj, so se zelo pomagali. Veliko je bilo, treba vedeti, da je bilo v tem starem Ballymoonu tudi zelo veliko nekega skupnostnega aktivizma, ki se je potem tudi spremenilo s temi spremembami. No, je postalo birokratizirano, postajalo odvisno od denarja, ki ga je občina vlagala v to, in se je vse skupaj nekako zelo spremenilo. Tako da ves čas, v bistvu v vseh pogovorih, o čemerkoli smo se pogovarjali s prebivalci, je bila izredno prisotna neka nostalgija do te preteklosti, tudi do visokih blokov, čeprav zelo zanimivo je bilo, zato ker velikokrat so bili tudi kritični do tega, da so bili visoki bloki, pa so se zavedali tega, kakšne pomanjkljivosti so bile v teh izredno visokih gradnjah, 15-nadstropnih, kakšne pomanjkljivosti življenja so bile tam, ampak hkrati so pa tudi izredno pogrešali to. Pa zavedali, omenjali so to, da je bila huda kriza z heroinom, z drogami, da je bilo ogromno kriminala, da življenje res ni bilo lahko, ampak še zmeraj so se pa tako zelo nostalgično vsega tega spominjali, tudi teh zgodb, ne vem, sosedi, ki so bili na heroinu, pa so jim pomagali, recimo na nek način. Ves čas se omenja to na tak izredno nekak romantiziran način tudi mogoče, no. Ja. Eno poglavje nameniš tudi oblikovanju morale, torej načinu, kako pokažeš moralo ne kot nek napisan ali pa nek trden niz pravil obnašanja in tako naprej, ampak nekaj, kar je zelo močno vezano na te družbene spremembe. Predvsem na to razliko med kejnezijansko in pa potem novo politiko tretje poti. Mogoče lahko kaj malo več o tem poveš, kako se ta morala med ljudmi preformulirala? Definitivno. V bistvu ravno na moralo se veže tudi, na to spremenjeno nekako moralo, na to, kaj se pričakuje zdaj od teh novih prebivalcev, se veže zelo veliko nezadovoljstva.
Zdaj v tej predregeneriranem Belimunu je bila zelo prisotna, je bil vezan na neko drugo obliko socialne države. To je bila ta keynesijanska socialna država, ki je bila redistributivna, prebivalcem se je v bistvu zastonj gretje, so imeli zastonj ogromno stvari in se jim je poskrbelo za neko udobje, ne glede na to, kakšni prebivalci so bili oni. Lahko so imeli odvisnosti, lahko je bilo veliko kriminala v soseski, to ni bilo pač vezano na to, a bojo oni zdaj prejemali socialno pomoč ali ne. Vsaj ne v taki meri, kot je recimo danes. Ko se je ta socialna država zelo neoliberalizirala, zelo se začne poudarjati to, da v bistvu prebivalci so dolžni tudi nekaj vrniti, zato da prejemajo socialno podporo, kar pomeni, da morajo v bistvu vlagati v svoje veščine, vlagati v svoje znanja, zato da se bodo lahko potem zaposlili in delali in se zelo spremeni v bistvu to, kakšnega subjekta se nekako pričakuje potem tudi. In veliko stvari v soseski, veliko tega skupnostnega aktivizma se je po regeneraciji usmerjalo ravno v to, da se ustvari neke ne skupnostnega aktivizma, no, ampak civilne družbe, recimo, se je usmerjalo v to, da se ustvari neke primerne prebivalce zdaj, ki bojo na tak ali drugačen način nekako uspešni, bojo samozadostni, bojo čim manj časa odvisni od socialne podpore, to zdaj ni več nekaj, kar lahko pričakujejo dolgoročno, ampak je samo začasna pomoč, zato da grejo oni potem na trg dela. To je bil v bistvu tudi velik namen regeneracije, zato ker se je začelo spreminjati nekako ekonomska situacija in je bilo treba to nekako rezervo delovne sile vključiti nazaj na trg dela. In zato v bistvu ni prišlo samo do materialnih sprememb, ampak se je zelo usmerilo na to, da se res pač nekako spremeni tudi celoten ta moralni okvir tega, kaj se pričakuje od ljudi samih. Eno od teoretskih vodil, ki jih uporabljaš, je tudi občutenje kraja. Pa bi v bistvu samo en primer, če lahko malo bolj pojasniš nam vsem, primer ogrevanja, ki je zelo dober primer tega, kako se je v bistvu spremenilo s to regeneracijo in spremembami torej te soseske, kako se je spremenilo še marsikaj drugega, odnos do lastne odgovornosti, odnos do države in tako naprej. Ja, ta primer ogrevanja je bil tudi meni zelo zanimiv. Pa dolgo časa sem v bistvu rabila, da sem ga nekako razumela iz pogovorov, ker sem mi ves čas govorila o ogrevanju in o tem, kako lepo je bilo v preteklosti, ko sem imela vso to toploto na voljo. In ja, v bistvu kaže na eni strani na to spremembo res socialne države, ta keynesijanska redistributivnost, ves čas toplota, niso jo mogli niti sami uravnavati v blokih, samo ves čas je bila tako izredno visoka stopnja ogrevanja pri njih. Tako da v bistvu, če so hoteli uravnavati, so mogli odpirati okna pa spuščati hlad noter. In se tako nekako v vseh teh nostalgičnih pripovedih je vedno prišla v ospredje toplota. In z regeneracijo so jih potem preselili v te nove domove, nizkograjene, kjer tudi toplota ni več kar tako priskrbljena, ni več del položnic, ki so odvisne od njihove plače, ampak postane nek dodatek, ki ga morajo plačati, postane nekako odvisno od tega, koliko so si oni sposobni privoščiti to, koliko so oni sposobni uravnavati z denarjem, ki ga imajo, ali od socialne podpore, ali s tem, da so zaposleni in imajo neke prihranke, da si lahko plačajo to toploto. In vse več zgodb je bilo tudi o tem, kako imajo zdaj sosede recimo, ali pa sami si ne morejo privoščiti toplote, kako mrzle so njihove hiše. Tako da zelo občutijo nekako zelo intimno te spremembe, ki so prišle s spremembo socialne države in z neoliberalizacijo Irske, ki je v bistvu povzročila to spremembo. In ja, se mi zdi ta toplota, pa to, kako razumejo toploto v teh blokih, pa kako jo razumejo zdaj v svojih novih hišah, ki so precej mrzle, ker pogrešajo, oziroma jaz nisem tega občutila, ampak sami so o tem govorili, kako pogrešajo to prejšnjo, to, da so prej prejemali v bistvu toploto zastonj, skoraj da odvisno od svojih prejemkov, ampak ne vezano na to, kako so sami sposobni in tako dalje zdaj uravnavati s svojim denarjem. Ja, takšnih primerov imaš potem še več, ampak ta res zelo dobro pokaže ta v bistvu občutenje kraja, občutenje prostora na zelo konkretni situaciji same toplote, distribucije toplote in pa vse, kar zraven potem še paša, torej odnos do okolja, do soseske, do države, do nove ureditve in tako naprej. Dobro, hvala. Bomo šli naprej, še malo bolj na sever, torej v Islandijo. Ana
Ana Cvetelj je torej izdala knjigo Spremenljive krajine severovzhodne Islandije. Podnaslov Vreme, letni časi, svetloba in tema. Zdaj, Ana, ti si raziskovala torej na Islandiji, ne? Zanimala te je v bistvu to razmerje človeka do okolja oziroma vključenost človeka v okolje in pa krajino, čisto na nivoju vsakdanjega življenja. Hkrati si se pa usmerila v nekatere razsežnosti krajine, ki jih v bistvu v antropologiji, pa tudi mogoče malo širše, nismo prav veliko raziskovali, ne? Torej na področje vremena, letnih časov, svetlobe in pa teme. Pa bi prvo vprašanje malo bolj teoretsko, ker imaš tudi prvi del knjige malo bolj teoretski. Kako razumeš krajino, ne? Kaj vse krajino oblikuje, jo sestavlja? Torej, kako si do krajine sploh pristopila v tej knjigi? Ja, zdaj, zaradi tega, ker sem se jaz izhodiščno fokusirala na neke elemente krajine ali pa okolja, ki so res, tako kot praviš, mogoče manj, o katerih redkeje razmišljamo, ko razmišljamo o krajini, ki so ti mogoče neki bolj hipni, efemerni, hitreje spreminjajoči se fenomeni, vezani na letne čase, sezonskost, vreme, svetlobo in temo. Sem se v bistvu na začetku precej ukvarjala s tem, ali torej ta svet, okolje, ki je na nek način nad nami, ne, nad to krajino površja, konceptualno misliti kot nekaj ločenega od krajine, ali to po drugi strani nekako integrirati v razumevanje krajine kot neke celovitosti, ki vključuje v bistvu vse, ne, če tako laično, nekako vso okolje, ki nas obdaja. In tukaj sem se jaz najbolj naslonila na Tima Ingolda, ki torej krajino preučuje iz bolj fenomenološkega vidika, ki po eni strani torej kritizira ali pa prevprašuje to razumevanje krajine iz nekega izrazito okularnega ali pa scenskega pristopa, ne? Da je krajina zgolj kot nekaj, kar se vidi in posledično seveda, da je krajina zgolj površje, a ne? Ali pa nekaj, kar je podvrženo nekemu estetiziranju in podobno. Tako da sem jaz sama v nalogi torej krajino razumela v tej celovitosti okolja, v kateri bivamo, ne. Zdaj, ena težava, ki se tukaj seveda pojavi in ki mislim, da jaz tudi v knjigi nisem uspela razrešiti, je to, mi sami smo del krajine, a ne, ljudje za svojim družbenim delovanjem, a ne. Torej, hkrati smo del te krajine, hkrati to krajino upomenjamo, jo torej konstruiramo družbeno in čisto v materialnem smislu preoblikujemo, spreminjamo, a ne. Tako da tu je nek paradoks tega, da če sledimo Ingoldu, smo seveda kot vsa živa bitja, premikajoča itd., delujoča v krajini del nje, ampak hkrati eden izmed teh temeljnih akterjev, ki jo spreminjajo. Ampak ja, jaz sem sledila tej zelo široki fenomenološki poziciji. Omenjaš tudi časovnost krajine, ne? Mogoče, če nam lahko postrežeš s kakšnimi primeri, čisto etnografskimi primeri, vezanimi na to, kako ljudje dojemajo vreme, sezonskost, spreminjanje, torej to časovnost krajine v smislu nekih sprememb, pri vsakdanjih opravilih, pri recimo, ne vem, kmetovanju in tako naprej. Ja, mogoče ta časovnost krajine tako zelo lepo se izkristalizira v tem primeru pri ovčerejcih, pri jesenskemu prigonu ovac, ko sicer neka območja krajine, kamor sicer ljudje ne zahajajo, a ne. Ravno v tem času je to območje, ki ga nekako integrirajo v svoj socialni svet, a ne, ker torej morajo iti po ovce, ki lahko grejo več deset kilometrov proti neobljudeni notranjosti Islandije. Hkrati pa se recimo jeseni ta prigon ga je treba tudi zelo dobro časovno načrtovati, kar spet zahteva neka znanja, razumevanja časovnih spremenljivosti krajine, v smislu torej izbira nekega zelo primernega 2-3 dni, ko se to opravi, tudi čisto iz vidika torej prehodnosti krajine, a ne, ker so nekatera območja, ki so potem ko zapade sneg, postanejo bistveno bolj neprehodna. Tako da je razumevanje tega
da se krajina tekom leta bistveno spreminja in možnosti, ne, ki jih recimo, če je krajina kot nek ponudek nudi ljudem in živalim, da je treba v svojih recimo preživetvenih dejavnostih se prilagajati tej časovnosti krajine. Recimo je en tak primer, ki se je etnografsko tako dosti pokazal, ampak če gledamo na recimo ribiče in kmete, a ne, je seveda upoštevanje časovnosti krajine še bistveno bolj prisotno od recimo tistih prebivalcev tudi tega sicer ruralnega dela severovzhodne Islandije, ki vendarle niso v svojih vsakdanjih praksah tako zelo vezani na okolje. Meni je bilo ena od zanimivih stvari, no, v knjigi je tudi prav to, da opisuješ v bistvu severovzhod in eno manjše ruralno okolje. Jaz nikoli ne bom znal izgovoriti tega imena, tega kraja, ampak v bistvu na nek način so ljudje ravno zaradi tega majhnosti tega kraja in pa povezanosti z recimo z živinorejo, kmetijstvom, z ribištvom še toliko bolj vezani na samo okolje, ne. Hkrati pa del tega okolja je pa tudi infrastruktura, ne, torej recimo ceste in tako naprej, ki pa so spet podvržene tem elementom recimo sezonskih sprememb, ne. In pokažeš to souvplivanje, ne, torej kulturne ali grajene krajine in pa te, bi rekel, krajine, na katero nima človek vpliva, ne, kako je ves čas v nekem soodnosu. Ne. Ja, mislim, ta vidik infrastrukture je recimo eden izmed teh elementov, na katere jaz absolutno nisem računala vnaprej, a ne, da se bom na to fokusirala in je to v bistvu pokazala etnografija, da je to za ljudi pomembno. Spet bi recimo, mogoče tukaj glede severovzhoda, velikokrat sem slišala neka občutja ali pa neke besede, ki so bile povezane z nekim zaznavanjem odročnosti severovzhoda, ampak seveda ta odročnost ni naravno dana skozi neko fizično geografijo, ampak predvsem skozi torej neko infrastrukturno nepovezanost. Naprimer tega, da ta skrajni severovzhod ni povezan z javnim prevozom, razen z letalom, ne, ki, ko sem jaz bila na terenu, je približno dvakrat na teden tja pač priletelo. A ne, tako da nek občutek odročnosti ali pa nepovezanosti, nepovezljivosti izhaja iz neke infrastrukturne omogočenosti. Po drugi strani pa so ravno, ko že omenjaš recimo ceste, a ne, recimo, da prideš do Tórshopa, te vasi, kjer sem jaz bila, je potrebno pač en tak prelaz z avtom opraviti, ni posebno visok, ampak vendarle, in kjer so to cesto, mislim, da v začetku 21. stoletja potegnili, so torej pot tega ceste načrtovali v Reykjaviku. Tako je bilo meni vedno rečeno, ne, tam v Reykjaviku se to načrtuje in niso upoštevali nekega znanja mikroklimatskih okoliščin tega, ne bi rekla gorovja, no, teh vzpetin. In so domačini v bistvu čutili tudi leta 2019, ko sem jaz delala teren, eno tako precej globoko zamero tega občutka, torej, da je bilo njihovo utelešeno znanje ignorirano. A ne? In ta občutek, saj so, ne, nam prelaz bistveno skrajša podvožnje, pa vendar je bil načrtovan iz strani torej prestolnice in ta vidik mi proti prestolnici je bil zelo, zelo močan, tudi recimo skozi te infrastrukturne projekte. A lahko mogoče še malo omeniš tudi to svetlobo in temo, ne? In pa recimo pišeš o tej zatemnjeni krajini in uporabi potem, ne vem, luči, sveč in tako naprej. Ja, tukaj je bila spet neka moja mogoče vnaprejšnja predstava tega, da bom lahko z ljudmi se pogovarjala veliko o temi, ampak v resnici ne. Vse ljudje so rekli, da tudi po noči ali pa v temnem delu leta ni prav zares teme, a ne. Tako da celotno to moja zastavitev naloge kot svetloba in tema, v resnici je to dosti bolj spektralno, ali kako bi rekla. In vidik tega, da seveda, mislim, vsakodnevne aktivnosti potekajo tudi v tem, recimo pozimi, ko je veliko del ur podnevi
temno ali pa je mrak, a ne. Je pa iz tega vidika recimo zanimivo, na kak način neki elementi materialne kulture dobivajo bistveno večjo težo ali pa pomen v recimo temu temni polovici leta. Od sveč do zelo premišljenega načina osvetljevanja prostorov, a ne, torej to dejstvo, da bi samo prižgal pač neko luč, ki je na stropu, veliko ljudi daje bistveno več premisleka, kako osvetliti svoje bivalne prostore, da bodo neko prijetno domače vzdušje ohranjali. V svetlem delu leta je pa iz vidika te bivanske kulture bilo meni zelo zanimivo, da so mnogi precej nenaklonjeni zavesam in torej temu, da bi pa svetlobo omejevali. In tukaj je mogoče tudi en zanimiv tak podvidik izpostavil tega vprašanja, seveda nekih zamišljenih idealov domačinov, ne, ki ne rabijo poleti po noči zastreti oken in lahko spijo pri svetlobi, a ne, to je seveda nek ideal ali pa nek mit, in po drugi strani priseljenci, kjer pa lahko že, ko se sprehajaš, vidiš, a ne, tisti, ki imajo te temne zavese, so pa zagotovo tujci priseljeni, ne. Tako da so marsikatera v bistvu družbena plast se na nekaj tako drobnega ali pa nepomembnega na videz, kot so zavese, preslikava. Še ena zadeva, ki mi je zelo zanimiva, no, je to, kako predstaviš tudi življenje, torej družbo in pa odnos z okoljem, ne samo skozi ljudi, ampak tudi skozi druga bitja, ne, recimo živali, se že omenila ovčerejo, ampak tudi druge živali, recimo ptice, no, če imaš mogoče kakšen tak etnografski tudi primer neke vloge, kako ptice vplivajo na dojemanje okolja, kraja in pa sezon. Ja, en vidik pri živalih je zagotovo ta, da zelo veliko nekega vremenskega znanja ljudje dobivajo ali pa berejo, narekovajih, prihajajoče vreme skozi obnašanje živali, a ne, torej skozi to, kako se, ne vem, postavijo ovce, konji. Pri pticah, ki jih omenjaš, je pa predvsem zanimiv vidik teh letnih časov. V tem smislu spomnim se, da mi je recimo ena sogovornica, ki se je priselila na severovzhod Islandije iz Nemčije, rekla, da je ona prva leta vsako pomlad čakala, kdaj bodo te prve rože, prvo zelenje, torej ti prvi znaki, ki bi ji dali nekako to vedenje, zdaj pa prihaja pomlad, in da tega pač do junija ni dočakala in potem je začela torej se fokusirati namesto na rastlinje, na to, kdaj bo prvič zaslišala neke ptice. In da te, ki pridejo bistveno pred rožicami in zelenjem, in nekako napovedujejo to. Tako da ptice kot spremljevalke ali pa prinašalke tega toplega dela leta in potem odnašalke, no, pri pticah selivkah, je nekaj, kar ljudje zelo dobro poznajo, prepoznavajo zvoke, so pozorni, se pogovarjajo o tem, kdaj kdo sliši katero vrsto ptiča. Super, hvala. Tudi še zadnja, tretja knjiga, tudi ti naivnik pišeš torej o kulturni krajini, ne? Tokrat pa na primeru beneške Slovenije, in knjiga je naslovljena Zaraščanje in upanje v beneški Sloveniji, preobrazbe kulturne krajine Nadiških dolin. Zdaj, tako na nek način, podobno kot Islandija, so tudi Nadiške doline odročne. Ampak ta odročnost je tudi zdaj bolj izražena kot v preteklosti, ne? Če sem prav razumel, torej zaradi odhajanja, zaradi zapuščanja teh krajev, ni bilo vedno tako, ne? Torej te kraji niso bili vedno tako na margini, so bili bolj nekako naseljeni, če lahko malo predstaviš, kje si raziskovala in kraje, o katerih pišeš. Ja, jaz sem raziskovala v Nadiških dolinah, ki se nahajajo na severovzhodu Italije, v deželi Furlanija Julijska krajina. In sicer, ja, tako kot je Ana rekla, v bistvu sem zelo
zelo so neke vzporednice pač v smislu te odročnosti, ampak tukaj odročnost v bistvu ni posledica tako nekega primanjkljaja infrastrukture in niti so Nadiške doline tako, če pogledamo na zemljevidu, tako odročne kot te kraje, v katerih ti pišeš. Pravzaprav so tudi zelo dobro povezano z cestami, tako niso daleč od nekih, recimo nekih industrijskih centrov Italije in tako naprej. Ja, jaz bi rekla, da do neke mere, tako kot si rekel, je ta odročnost se nekako sproducirala v tem obdobju, ki ga bolj podrobno, o katerem bolj podrobno pišem v knjigi druge polovice 20. stoletja. V bistvu kot posledica tako večjih dejavnikov, med katerimi je sigurno izseljevanje prebivalstva, ki pa je bilo spodbujeno zaradi različnih faktorjev, med drugimi tako ta, ki je bil meni osebno najbolj zanimiv, pač te hladne vojne in same prisotnosti slovenske manjšine na tem področju, poleg tega pa ja, pač te nekako obremenjujoče bližine meje, ki je tudi, zaradi katere se tudi nekako te kraji dolg niso industrijsko razvili in dolg pravzaprav to prebivalstvo ni imelo nekih ekonomskih alternativ kmetijstvu, s katerim so se ukvarjali do obdobja po drugi svetovni vojni. In seveda v tem pač povojnem obdobju so se začele pojavljati v drugih deželah Italije ali pa v drugih državah, v drugih evropskih državah ali pa tudi dlje, pač neke nove zaposlitvene možnosti, ki so seveda jih prebivalci ja, počasi se začeli vedno bolj odločati za njih in pač zapuščati te doline. Kmetijstvo ja, je bilo vedno manj donosno, vedno bolj negotovo, tako da zato se je začelo to zapuščanje in posledično zaraščanje. Ja, in tukaj v bistvu je odročnost, v bistvu bi rekla, da so te doline še vedno tako dojete kar precej kot odročne, mogoče ne na enak način kot v res tistih obdobjih hladne vojne, no? Ampak tako, ko sem se pogovarjala s kakšnimi ljudmi, ki živijo tudi tako zelo blizu dolin, so mi zelo pogosto rekli, da so se peljali samo tam po eni cesti, ampak da nikoli niso zavili v te doline. Teh dolin se drži tako vrsta nekih stereotipov, ki so dostikrat vezani na prav pač etničnost prebivalstva, ki pač naseljujejo te doline. In dostikrat so mi ljudje izven dolin opisovali tako zelo nerazvite, prebivalstvo kot dosti nazadnjaško, tako nekulturno, ruralno in tako naprej. In recimo ta stik, ki je bil med prebivalci nižine, ker tukaj je zelo poudarjena ta nižina, pač ta ravnina, ki jo naseljuje furlansko prebivalstvo, pa potem italijansko in pa pač ta hribovit del, kjer so Slovenci, Slovani, kakorkoli se že identificirajo. In pač nek ta stik, recimo, ki so ga imeli z tem prebivalstvom teh hribovitih predelov, je dostikrat bil zaznamovan z nekimi hierarhijami in tako naprej. To je do neke mere tako zanimivo še vedno prisotno, kljub temu, da recimo meje na tak način, kot je bila, že dolgo ni več. Ampak še zmeraj so mi recimo prebivalci tamkajšnji govorili, da so jih zelo tako, ko so se recimo spravljali obnavljati neko hišo v dolinah, da so jih tako zelo postran gledali, češ zakaj obnavljajo tukaj hišo, če tako vsi grejo, vse propada in tako naprej. Ali pa so jih spraševali, zakaj so se odločali, da preživljajo vikende v teh dolinah, ker se tako nič ne dogaja in tako, ko so jih pač tako na tak način razumeli. No, in kar je potem drug vidik tega, kar je pač tudi bilo meni zelo zanimivo, je to, da do neke mere so te hierarhije prevzeli tudi prebivalci Nadiških dolin, ki so se dostikrat tudi tako zelo manj vredno počutili zaradi kraja svojega bivanja. No, tako, in teh primerov sem tako imela kar veliko skozi cela terenska dela.
pišeš tudi o tem nekako povezavi med torej po eni strani tukaj se je pojasnila odhajanje, ne, praznjenje in pa s tem posledično seveda opuščanje kmetijstva, opuščanje skrbi za okolje. Ampak po drugi strani ljudje so tudi nekateri ostali in nekateri so celo v zadnjih letih se začeli vračati oziroma prihajati. Ne. Kakšno vlogo ima tukaj nek socialni spomin oziroma spomin na preteklost pri skrbi za okolje v samih dolinah? Ja, ta spomin je zelo pomemben, tudi dostikrat je neka motivacija za ponovno priseljevanje, zdaj mogoče v prejšnjem odgovoru nisem tega toliko poudarila, je tudi neko priseljevanje, no, ampak to je kar niso neke velike številke, no. Ampak te ljudje, ki se priseljujejo, dosti pogosto so potomci ljudi, ki so se iz dolin izselili. Včasih je to bila že tako druga generacija, nekateri moji sogovorniki so prišli tudi naprimer iz drugih držav, recimo dosti pogosto iz Belgije, kamor so se veliko odseljevali po vojni v tamkajšnje rudnike. In ja, do neke mere so te vrnitve bile tudi motivirane z nekim tako zelo idealiziranimi v bistvu spomini na neko kmečko preteklost v teh dolinah, na doline, ki so bile polne prebivalcev, na neko tako zelo idealizirani neke ideje o solidarnosti v skupnosti, v hišah polnih družinskih članov in tako naprej. Tako da, sigurno to igra dosti pomembno vlogo v priseljevanju. Pri preobrazbi krajine in pa pri skrbi za krajino posebej omenja 4 zadeve, 4 kategorije. Senožete, kostanje, kostanjeve gozdove, suhozidne terase in pa steze. Tako, to je zelo zanimivo, ker so to 4 v bistvu precej močno, mislim, aspekti krajine, ki so seveda hkrati kulturna krajina, hkrati tudi v bistvu neko zunanje okolje, torej se ne ločuješ na kulturno in naravno, ampak neko zunanje okolje, ki je lahko tudi trajno, recimo suhozidna gradnja. Pa me zanima 2 zadevi, zakaj torej te 4 kategorije, 4 zadeve posebej izpostavljaš, kako jih tudi sami prebivalci vrednotijo, torej estetizirajo, označujejo, ko pišeš, da jih recimo označujejo za lepe, da so urejena krajina je lepa, zaraščena je grda in tako naprej. In kako skrbijo potem za te 4 zadeve v krajini? Ja, meni je to bilo pravzaprav zanimivo tako zelo hitro, ko sem prišla v Nadiške doline, ker meni osebno je bila pač zaraščena krajina lepa, zdaj grem od konca tvojega vprašanja. In tako me je nekako presenetilo, da so mi domačini pa vztrajno govorili o tem, da je njim pa ta gozd grd in da tako prerašča, in tako so govorili dosti pogosto tudi v nekih vojnih metaforah, da se tako bojujejo z gozdom ali pa da je gozd kot kuga ali tako bolezenske metafore in tako naprej. No. Tako da, ja, meni je bilo to zelo zanimivo, ker je tudi nekako bila moja motivacija, da sem šla raziskovati to temo. In potem sem se nekako skozi raziskavo sem nekako prišla do teh 4 elementov, ko sem jih potem tudi malo bolj poglobila. In zakaj te 4 elementi v bistvu se danes pojavljajo kot nekaj, kar se ljudem tam zdi lepo in vredno ohranjanja. Se mi zdi, da na nek način bi lahko vzrok za to iskali v tem, da so bili te elementi ekonomsko pomembni v zgodovini, pač v tej kmečki preteklosti. Namreč pač ta kulturna krajina po celih dolinah, čeprav je to precej tako obširno območje, je dosti primerljiva, tako vedno imamo neko strnjeno vas, okrog katere je suhozidna gradnja, pač polja podprta s suhozidno gradnjo, gor so pač gojili neke te pridelke, zelenjavo in tako naprej.
In potem dlje od vasi pa so bili vedno senožeti, ki so jih uporabljali zato, ker je bila pač prevladujoča hlevska govedoreja, tako da so pač tam pridobivali pač seno za celoletno krmo krav. In na teh senožetih so bili kostanji. No. To je zelo tako tipično in tako nekako pravzaprav je oblikovanih večina vasi v Nadiških dolinah. In ja, zdaj zakaj ti elementi, senožeti, gotovo zaradi tega pridobivanja sena, v bistvu pač cela ta, ko sem spraševala ljudi, kako so pač delali, kakšno je bilo nek letni delovni cikel, so mi v bistvu največ govorili o tej zelo pač napornih poletjih, v katerih so mogli pokositi dovolj sena, da bi lahko pač imeli za živino za celo leto. In to je bilo tako zelo naporno delo in pravzaprav je trajalo celo poletje, tako, ker pač na nekaterih delih se je kosil dvakrat, pa se je pomagali sosedom, pa je pač bilo pač to spravilo sena, ki je bilo pomembno, ampak skratka, bilo je nek temelj pač ekonomije Nadiških dolin. Potem so steze kot nek element, ki je povezoval vse te druge elemente, suhozidna gradnja, zaradi tega, ker je pač omogočala poleg pridobivanja ravnih površin, ki jih je v Nadiških dolinah zelo malo, do tega, da pač suhozidno gradnjo so ohranjali neko vlažnost v teh poljih, služila je kot način razmejevanja med različnimi lastniki in tako naprej. Potem pa še kostanji, ki so bili meni tudi zelo zanimiv element, ki pa so v bistvu služili kot neka taka dopolnilna ekonomija, recimo, ker so bili namenjeni večinoma prodaji v nižino oziroma, če ne prodaji zamenjavi s koruzo, ki v Nadiških dolinah večinoma ni rasla. In s prodajo kostanjev pravzaprav je bila ena redkih načinov, kako so dobivali nek denar, ker drugače so bile kmetije kar dosti samooskrbne. Tako da, mislim, da je v bistvu zdaj neka ta aktualnost teh elementov, da bi jo lahko iskali v neki pretekli ekonomiji v Nadiških dolinah. Se dobro vidi, kako so v bistvu te stvari, ki jih ljudje počnejo, torej ekonomske in druge, potem tudi prerastejo v neko vrednotenje lepega okolja, če je urejeno, če ni zaraščeno, če so kostanjevi gozdovi zdravi in tako naprej. S tem bomo mi počasi zaključili, ampak preden zaključimo, bi pa prosil še publiko, če ima mogoče kdo kakšno vprašanje ali pa tudi komentar, če že prebral kakšno knjigo. Če ne, potem bodo avtorice še na voljo še za kakšna dodatna vprašanja ali pa pogovor po predstavitvi. Tako da se vsem trem res lepo zahvaljujem, čestitam za knjige. Se pa zahvaljujem seveda tudi vsem, ki ste prišli in pa založbi, ki je omogočila tudi tisk teh publikacij. Hvala.